Fajn, inspiracijski podcast z Majo Monroe. Pozdravljeni, dragi poslušalci, gledalci in sledilci Fajn podcasta, kjer inspiriramo v bistvu z zgodbami ljudi, ki delajo to, kar jih veseli. In ne boste verjeli, prvič v zgodovini Fajn podcasta tokrat gostimo zdravnico Tina Božičnik. Pozdravljena. Zdravo, hvala za povabilo. Doktor Tina, v bistvu pediatrinja, mednarodna wellness strokovnjakinja, soustanoviteljica Profi Starš skupnosti in zdaj upam, da se ne zmotim, akupunkturologinja, pa v bistvu tudi vlogerska zdravnica, da tako rečem, ker to se mi zdi res cool pri tebi, da si zelo razširila ta nek standardni pogled na ta poklic. Kako to, Tina, kaj te driva pri tem, da si več kot samo zdravnica ali pa pediatrinja? Mogoče to, da sem se v nekem trenutku odločila, da res želim slediti sebi. In da sem imela mogoče vedno občutek, da sem rojena za nekaj več, da sem malo drugačna. Nekaj časa v mojem življenju se je ta drugačnost občutila kot nesamozavest. Da dejansko si mogoče bolj opazen, da imaš neko prezenco in tako dalje. In je bilo to z moje strani tolmačeno napak, da kaj pa je z mano narobe, ne? In sem se veliko ubadala s tem, kaj si drugi mislijo, kaj si bi drugi mislili. Bila v nekih okvirih, da mogoče bom malo karikirala, zdravnik lahko dela samo to pa to. Potem pa enostavno je prišel trenutek, ko sem si rekla, v bistvu mi je fajn, dobro živim, lepo mi je, ampak hočem več. Hočem biti to, kar sem, hočem živeti polno sebe, biti v stiku s tem, kar sem, kdo sem. In to je ena izmed teh stvari, ker ne vem, če mogoče v Sloveniji toliko vem, ampak v tujini me mogoče bolj poznajo po ravno teh podcastih in summitih in tako naprej. Ko sem se odločala, ali iti študirati medicino, je bilo več opcij. No? Poleg medicine je bila tudi stomatologija, ampak druga stvar, ki pa je bil AGRFT. In skupaj s tem AGRFT-em ni bila samo igra, ampak je bila tudi, vedno me je privlačila televizija, radio, oder, publika na nek način. In to je v bistvu bil en del mene, ki je spal. In preden sem naredila svoj prvi summit, sem rekla, ne vem, če ne bom Partliča ali pa nekoga poklicala, kontaktirala, vem, da ima v Pekrah tisto skupino gledališko, da se bom prijavila, da nekaj moram v tem smislu narediti. In potem sem rekla, kako bi pa jaz to zdaj združila glede na malega otroka čas in da ne bom sama sebi svoj izgovor, da nimam časa, da ne morem. To pri meni ne gre, ker vedno na nek način se da. In je potem prišla ta ideja, download, da bi lahko naredila summit. Tako da v bistvu se je v tem vsem skupaj se je to v bistvu začelo. Hkrati pa tudi to, da sem videla, da lahko ljudem v bistvu neke stvari mogoče, da se tudi medicino v končni fazi pa naš poklic da ne približati, ampak da se da izkoristiti pač te socialne medije tudi v neko dobro stvar, recimo, no. To je prav revolucionarno, se mi zdi, da nekdo tak razmišlja, sploh v Sloveniji. No, same mi je znana tujina, sem živela v tujini in vem, koliko so pač neke stvari, naprimer v tujini, že čisto običajne, pri nas gre pač vedno vse bolj počasi, ampak ti fajtaš, ti hočeš v bistvu v Sloveniji tudi na nek način te stvari obuditi oziroma pripeljati na sceno. In en izmed takšnih projektov je recimo ta Profi Starš skupnost, ki jo zdaj povezuješ tudi z starševalnico. Povej mi malo več o tem, ki se mi zdi, da tukaj tiči še globlje poslanstvo kot samo zdraviti otroke in pomagati v bistvu kot zdravnica. Sigurno. Mislim, vse skupaj v osnovi tudi vsi summiti in vse ostalo, kar delam recimo za tuj trg, je večinoma v bistvu bolj kot ne
isti izvor vsega. Moja ideja je pač pri tem, ko sem spoznavala samo sebe, ko sem šla čez recimo turbulentna obdobja v mojem življenju in verjamem, da marsikdo, največja v bistvu je bila neko tako mogoče razodetje oziroma niti nisem pričakovala, recimo takega komentarja je bil od ene sošolke iz faksa, ko sem naredila svoj prvi summit, je rekla, ful si drugačna, mogoče to, ker govoriš angleško, mogoče zato, ker te nisem vajena v beli halji, pa iz recimo našega okolja, ker smo skupaj krožile tekom specializacije v Ljubljani. In je rekla, mislim, ampak totalno v pozitivnem, ampak si drugačna, jaz sem, v bistvu sem drugačna kot 3 dni nazaj, drugačna mogoče kot včeraj, vsak dan se nekaj novega naučiš in definitivno čisto druga, kot sem bila mogoče 10 let nazaj, ne. To je v bistvu ena taka transformacija in kaj sem ugotovila skozi recimo svojo neko pot, ne samo kot starša, ampak na splošno, ko sem recimo dozorevala v to osebnost, ki sem danes, pa se še naprej učim, pa še naprej spreminjam in tako naprej in rastem, recimo osebnostno, duhovno, kakorkoli, je to, da dejansko vidim, seveda, vpliv podzavesti, pa vsi poznajo na nek način zakon privlačnosti, pa manifestiranje, pa potem, koliko globoko greš v duhovnost, energije in tako naprej. Čudežni svet, magičnost, čarobnost, da si lahko nekaj skreiraš, da dejansko je lahko svet lep, da res si lahko srečen, ne glede na vse in da si lahko sam kreiraš to srečo. Vedno je bilo to na nek način del mene. Spomnim se že kot punčka, ko so razlagali o nekih čudežih, o nekih stvarih, ko se je zgodilo, ne, pa tudi recimo o duhovih, da je, ne vem, nekaj strašilo, ne. Vedno sem bila zraven, vedno sem poslušala, ne, in to je recimo neka taka stvar, ki je mene vodila na moji poti, v mojem življenju, v moji transformaciji. In potem seveda, ko to malo študiraš, povezuješ, imam pač nek dar, da se mogoče otroci v moji prisotnosti dobro počutijo, da se jaz dobro počutim od njih, da jih razumem, da jih mogoče intuitivno vem, kaj rabijo, da na nek način jih začutim, da vem, kdaj je dejansko velikokrat je problem, da niso slišani, da niso razumljeni in potem prihaja do napadov ipik in podobnih stvari. Skratka sem ugotovila, da biti zdravnik ne pomeni samo res zdraviti, ne vem, prehlada in podobnih stvari, ampak vidim to na nekim širšem nivoju, to poslanstvo in sicer v bistvu res zdraviti celostno družino, predvsem starše, ker mi smo tisti, ki v bistvu, od katerih se otroci največ naučijo. Mi jim dajemo platformo, zato sedimo seme sreče, veselja, žalosti, omejitev, ne, se pravi, da jih probamo stišati v neko škatlico, predvsem prvih 5 let življenja, ko se možgani podzavest zelo, zelo razvijajo, tudi na koncu v bistvu celo življenje, ne, ker jih hočemo v bistvu vedno popraviti njihovo obnašanje, ne. Kadarkoli je problem, kaj je narobe z otrokom, gremo se fokusirati na njegovo obnašanje, nihče, mogoče ne dovolj, se sprašujemo, odkot izvira neko obnašanje, odkot izvira neka problematika v družini, disfunkcionalnost družin, disfunkcionalnost odnosov, problematičnost nekega obnašanja v otroku, to, da je mogoče, ne vem, že majhen otrok, na nek način agresiven, da išče neko pozornost, rečemo kakorkoli. Skratka, mi smo tisti, ki jim to dajemo, ker čisto vse že od novorojenčka naprej, kako razmišljamo, kako dihamo, kako odnos imamo do denarja, do sveta, do sebe, ali poslušamo novice, ali hodimo non-stop v črno kroniko, kdo so ljudje, s katerimi se družimo, ali so jamrači, ali je nekdo, ki ti bo rekel, go for it, naredi. Itak ne moreš nič izgubiti, ker se samo lahko nekaj naučiš iz tega, ali pa te življenje pošle potem na neko drugo pot, ne obremenjuj se, kaj drugi mislijo, tu je, mislim, da največji problem, tudi biti viden, iti na internet, dati neki live, kaj si bo drugi, mogoče neki strokovnjak mislil, kaj si pa, na koncu pač to je moje mnenje, ne, in to je tisto najbolj pomembno, kaj mi dajemo otrokom, ker oni se učijo z opazovanjem, s posnemanjem in vse, kar mi delamo, na kak način razmišljamo, kdo smo, oni dajo na avtopilota svoje podzavesti in to pomeni v bistvu neka osnova,
ki jo imajo oni za normalno. Iz tega potem oni črpajo, iz tega možgani vse samo downloadajo in shranjujejo, potem pa, ko so dovolj zreli, začnejo to dejansko uporabljati. In njim je to normalno. Mi jim, se pravi, dajemo, jih na nek način programiramo preko tega, kako se mi obnašamo, pa seveda tudi preko tega, da velikokrat starši ne dovoljujejo otroku, da se polno izrazi, da je kdo je, da raziskuje, da živi res polnega sebe, ker oni so v stiku, še vedno samim seboj, vsi smo na koncu, ampak spet se mogoče moraš najti pa priti do tega, odvisno zdaj, kako vzgojo si imel, pa kako okolje, ne? In ravno nekaj dni nazaj je ena prijateljica dala prav zrno semena, ki je vzklilo na Facebook in je rekla, ne morem verjeti, ne, ko seme ne uspeva, menja okolje in začne cveteti. Ne, in isto je to, ne, takšni so naši otroci. In zamislimo si svet, kjer bi dejansko mi naučili otroke, da so lahko samozavestni, da so lahko kdo so, da je fajn biti črna ovca na koncu, ker je to super, ker ne rabiš biti tako kot vsi ostali. In v bistvu se navaditi, da se počutiš na nek način neugodno, v tem smislu, da v bistvu kadarkoli naš ego stopa na področje neznanega, nečesa novega, da dejansko sledimo temu strahu. Ne tistemu strahu, ki si kreiramo v glavi in črne scenarije, ampak da sledimo temu novemu, temu kreativnemu dejansko in da je to okej. Seveda pa je tu spet malo manevriranja, ker imamo otroke, ki so bolj samozavestni, po defaultu imamo tiste, ki so zelo hitro neodvisni, imamo tiste, ki postajajo neodvisni z podaljšano odvisnostjo od nas in rabijo naš support in rabijo konstantno potrditve, da se počutijo varno. Skratka, to pa so tiste finese, ki mogoče jih recimo staršem dam, ko recimo delajo z mano, kdo iz tujine, potem pa mogoče seveda v ambulanti sigurno koliko mi časa ostane, tako da to je tisto neko poslanstvo, se pravi v osnovi nikoli ni problem otrok, problem je v bistvu odnos, ki ga imamo mi samim sabo in v bistvu direktno se nam vse skupaj kaže skozi odnos z našim otrokom, ker bolj kot smo mi diskonektani, če rečem lepo slovensko, samim seboj, bolj smo diskonektani se pravi nepovezani, ni več te povezave z našim otrokom, ker ga silimo v nekaj, kar on ni in v bistvu bolj kot sebe ne razumemo, bolj tudi njega ne razumemo. Skratka, to je ena taka konstantna igra. Jaz vedno rečem, otroci nas učijo umetnosti življenja ali pa se pravi neke modrosti življenja, mi pa jih učimo, kako v bistvu izkoristiti svoj potencial maksimalno na tem planetu in ga v bistvu 100% tudi živeti. In kako to dosežemo? Samo tako, da konstantno spreminjaš sebe, da konstantno rasteš, da konstantno stremiš k biti boljši, bolj v stiku s samim sabo, boljša verzija sebe, da dejansko živiš polnega sebe. In to je v bistvu največja transformacija po mojem prepričanju, ki nam je dejansko življenje da, je ravno to biti starš. Ne? Velikokrat pa se delamo, da nekih stvari ne vemo. Je naporno, absolutno je, ampak najbolj naporno je takrat, kadar v bistvu si nekih stvari ne priznamo. Ne? In to je tisto, kar je recimo res tisto ta glavno poslanstvo, ta transformacija, ki jo skozi to, da si starš, dobiš. Ne? Velikokrat recimo tudi s tistimi, ki delam iz tujine, najbolj se kaže recimo pri kakih mamicah, ki so isto recimo zelo zagnane, ki imajo polno kreativnih idej in tako naprej in je recimo absolutno dobra liderka in ima milijonsko podjetje in rastura res v svojem poslu, doma pa prihaja konstantno v neki disconnect, ne? Se pravi, tu pa ne zna več biti v tem svojem, ne vem, kaj naj rečem slovensko leadershipu, v tem svojem vodstvenem nekem, ne zdaj, da ne govorim za neko strahospoštovanje, ampak je imela neki taki disconnect, ne? Največji uspeh je situacija je tudi, ne? Druga situacija. In je dosti bolj ranljiva kot mogoče na poslu, ne? In tudi recimo more biti bolj to, kar je na nek način. Ni toliko neke igre, zaradi tega, ker otrok
tam si recimo lahko, pa tudi to, ne, recimo kot poslovna ženska je bila totalno samozavestna, kot mama pa ne, ker je prihajale so neke druge stvari, neke čustvene stvari naprej, ampak največja v bistvu transformacija je bila pravno to, da je skozi to, ko smo v bistvu delali na tem odnosu, predvsem, ker vedno je odnos z otrokom, neki ta diskonekt je primarno delanje na sebi, svoja osebnostna transformacija in smo v bistvu, in sem rekla, ok, če je otrok največji učitelj v življenju, zakaj potem ne vzamemo tega in enostavno to vzamemo, rastemo, ne samo doma v teh odnosih, ampak na splošno. In potem smo začeli to malo v bistvu uporabljati, te stvari, te lekcije, ki se jih je naučila v bistvu, ne, ko je postopoma začela v bistvu bolj spoznavati svojega otroka, bolj razumeti, videti, kje da v bistvu ni mini verzija nje, ne, ampak je v bistvu res čisto en nepopisan list, en individuum, ki ima čisto svojo neko zgodbo in se mora skozi svoje stvari učiti in v bistvu, kaj se je ona naučila, se bo začela to uporabljati, v bistvu se nekaj zdaj pa to naredi, zdaj pa kje v tvojem poslu, v tvoji službi imaš nekoga, ki mu malo gledaš skozi prste na nek način, recimo nekaj v tem smislu je bilo, pa ne, da je popuščala otrokom, ampak pač neke zgodbe. In je rekla, ja, v bistvu je res na nekem delovnem mestu nekdo, ki je neka njena prijateljica in bi mogla malo bolj, ni najbolj optimalna za tisto pozicijo. Skratka, je malo prerešetala tam tudi stvari, zamenjala neke vodstvene pozicije, postala bolj samozavestna še v nekih drugih stvarih, kjer je prej v bistvu res nekako ni mogla polno se izraziti. No in v bistvu njen največji je rekla, ne morem verjeti, ne samo, da razumem zdaj sebe, da sem dosti bolj mirna, zadovoljna, itak družina, super, ampak to, da ko smo v bistvu naredili skoraj 2-krat toliko prometa, ne, si nikoli nisem mislila, da dejansko je to vse taka energija, ki je dejansko povezana, ne. Tako da v bistvu to je res na vseh področjih, ne. Ful celostno, ja. Ja. Zdaj, v bistvu, malo si mi dala zdaj zanimiv vidik ali pa pogled v to, da pravzaprav dober pediater je tisti, ki skrbi za starše, ne? Ki na nek način poskrbi za starše, ker tako si rekla, starš je v bistvu vzornik otroku, starš je tisti, ki omogoča otroku zdravo okolje, da v bistvu se otrok razvija v nekega pač zdravega, psihično, fizično zdravega posameznika, odraslega človeka. Zdaj pa dostikrat pač je tako, da veliko nas staršev že ni imelo tega okolja kot otrok, ne, in je ful pomembno, da nekdo pač tukaj je, ne, ki nam zdaj te vpogleda daje, če že sami nismo dovolj, recimo, samoiniciativni, da bi iskali pač te neke poti, ne. In še en zanimiv stavek sem zasledila v enem od tvojih intervjujev, ti si šla medicino študirati zato, da bi zdravila neozdravljive bolezni. Ampak veš kaj? Meni se to zdi zdaj tako dobro povezati, zaradi tega, ker kaj pomeni zdraviti neozdravljivo, ne? Se mi zdi ravno to, v bistvu človeku ponuditi to neko duševno, pravzaprav najprej ozdravitev oziroma spoznanje samega sebe in potem odkritje, da v bistvu vse to je v nas, ne? In to se mi zdi, da ima zelo močno vlogo tudi pri zdravljenju neozdravljivih bolezni, ne? Ja, sigurno, čudeži se vedno dogajajo, ne? In ker so čudeži, tam sem jaz prva, ki jih bom prebrala, gledala in se temu čudila, kaj vse je mogoče, ne? Čeprav verjamem, da je vse mogoče, ampak še vedno, ko nekaj takega slišiš, ne, ti je to, vsaj meni, no, je to neka taka stvar, ki je, vedno moraš biti odprt za možnosti, ne za verjetnosti, ne, ker verjetnost, da se nekaj zgodi, v bistvu se že zakleneš in enostavno več ne moreš tega ven. Če pa si odprt za možnosti, ki so in so neskončne, potem dejansko je vse mogoče, ne. Ja, v bistvu je bilo to, no, zdraviti neozdravljivo, pa hkrati mi je bila srčna mišica, ena taka zelo zanimiva stvar, ker mi je bilo kako to, da pač nikoli ne neha delati, ne, razen pač takrat, ko neha delati na koncu, ne, ampak to mi je bilo v bistvu res ena taka stvar in ja, mogoče res nikoli nisem zdaj v tem sklopu, ampak se dejansko povezuje, ja, to je zdraviti, mogoče to neozdravljivo. Res pa je, da potem vidiš skozi čas, da na začetku res hočeš biti nekdo, ki vsem odpira oči, vse želiš razsvetliti, ne? Ampak vidiš, da če ljudje niso v bistvu odprti za to,
Ampak na koncu je bilo obdobje, ko sem razmišljala, komu zdaj naj to povem, pa kako povem, pa zdaj pa enostavno več povem svojo resnico in verjamem, da potem tudi pridejo taki starši k meni, ki na koncu to razumejo. Dosti jih pa res na nek način perem možgane, koliko mi pač čas dovoljuje tekom že recimo posvetovalnice nekih stvari, ker tam se v bistvu vse skupaj začne. In tu je v bistvu bil potem recimo tudi profi starš nekako izpeljanka iz tega, da dejansko je veliko več bi lahko dala, veliko več ravno tega, vedno je pač ta transformacija in te stvari, ki na koncu vedno je tvoj lasten, se pravi, če se ti kot starš dovoliš res iti na to pot, svojega, recimo spoznavanja sebe, tega, kar smo sposobni, kakšnih čudežev smo dejansko sposobni, In v bistvu vidiš svojega otroka kot res eno tako popolno, ne glede na to, kakšen je res, kot eno tako popolno bitje, ki v bistvu te toliko nauči, hkrati pa živi tisto svojo polnost v trenutku in je v bistvu totalno neobremenjen in neomejen. In v bistvu samo vidi, kako je čudovit, vsak ima neko specifično lastnost, ki je res fantastična. Ne glede na to, ali govorimo zdaj recimo o nekomu, ki ima Downov sindrom, ali pa o nekomu, ki je, da bom rekla, ne toliko poseben, ker smo vsi posebni, prav vsak ima eno tako stvar. In če res na ta način začneš gledati, da ne delaš, je res naporno. Vsakemu staršu, ki je karkoli z otročkom, je sigurno naporno. Imamo pa tudi take, kjer so otroci popolnoma brez nekih stvari, pa jim je tudi naporno, zaradi tega, ker pač vedno si nekaj najdemo na nek način. Tako da mogoče res zdraviti to ne ozdravlja, ampak ozdravljivo je na koncu vse na ta način. Ravno ta celostni pristop, se pravi, da delamo na sebi, je pomemben, ker tudi dostikrat, tudi to sem recimo prebrala iz tvoje zgodbe, da ne glede na to, koliko si ti vedela pred porodom ali pa nosečnostjo že o otrocih in koliko si se pripravila, recimo jaz sem bila ista, res ful sem se poglobila, jaz sem vse perajt, in pol me je vrglo na rit. In tako sem zasledila v bistvu iz tvoje zgodbe tudi malo in iz tega meni je pa sledilo pač to neko spoznanje, da moraš ti vseeno, ne glede na to, kako naša družba tišči, sploh ženske v to, da se morajo žrtvovati za otroka in da morajo vse, da je otrok prvo, v bistvu vseeno nekako na prvo mesto postaviti sebe. Se pravi, najprej moraš poskrbeti za sebe, ne smeš pozabiti na sebe, ampak se mi zdi, veš, ko to rečemo, da vseeno te ženske ali pa recimo ljudje sploh ne vejo, kaj to pomeni poskrbeti za sebe, ker te še nikoli v življenju ni noben vprašal ali pa ti rekel, poskrbi za sebe in bolj za ti veš. Se to niso tista, ne vem, bana ali pa 10 minut tuša ali pa nekaj, razumeš, ampak se mi zdi, da je dosti širši ta pojem, Sigurno. Zdaj, jaz v osnovi sem bila v nosečnosti veliko, sem pač morala biti doma in počivati. In sem imela res ogromno časa in dosti ljudi so me spraševali, nisem se zdaj pripravila o samem porodu, nekaj pa te stvari ne, sem pa ful meditirala, brala knjige, ki so me zanimale, skratka, ni mi bilo dolg čas, in pač ljudje, ki me poznajo, ki vejo v bistvu, da dobim neko idejo, gremo, so me spraševali, pa kaj ti ni tečno, kaj ti ni dolg čas, ne, meni je bilo super, meni je bilo ful dobro in v osnovi ampak kaj se je potem zgodilo, da nikoli te veliko, kar vidiš, življenje ni Instagram, s tem rečem, in sploh tudi mamicam, ki jih skupaj z Tejo Klaus, ki sva dejansko začela tam projekt Profi starš, ona že dlje čas organizira srečanje trebuščkov, ki je v bistvu enodnevni dogodek za mamice, bodoče mamice, kjer dobijo veliko koristnih informacij. In potem so v bistvu preko tega sodelovanja tudi pa to, kar sem jaz dejansko že predhodno začela delati, sva nekako našle to skupno pot in v bistvu ustanovila v bistvu samo skupnost
samo poslovno idejo, kakorkoli. Tudi iz tega, ker recimo res smo mi omejeni časovno v posvetovalnici, časovno število obiskov. Za moje pojme imamo prevelike te količnike glavarinske, ki jih moramo dosegati in dejansko tistega suporta, ki ga mamici, recimo prvič mamici takoj po porodu, bi ga morali dati, ga ne moremo. Ne? To je tisto, kar je meni, pa ravno tu jo imam, zelo so labilne, zelo jih lahko hitro neke informacije iztirijo, sploh če nima prave, ker se prehitro gre v neko generalizacijo, polno je stvari na internetu in ti velikokrat so potem tudi take, da so varljive in zelo manipulativne. In seveda potem to povzroči slabo počutje in če ti nisi okej, tvoj otrok ne bo. Otroci so ene velike antene, sploh na začetku potegnejo vse informacije na sebe, občutke, tudi način, kako po mojem mnenju novorojenčki doživljajo svet je, da v bistvu imajo 1000 in en čut, ne samo te, ki jih imamo mi, poleg tega, da zaznavajo energije, poleg tega, da dejansko so odprti še za marsikaj, če gremo pač koliko ezoterično želimo iti, ampak dotik, vonj, okus, občutek neke tkanine, drugi recimo vonji, energija prostorov, to je vse, oni to zaznavajo kot vsaka izmed teh stvari, poleg čutov, ki jih imamo še to zraven. In dejansko so zelo, se hitro vzdražijo, zelo hitro jim je preveč. In res je tu pomembno, da je mamica v redu. Dostikrat pride pa reče, cel popoldne že joče, ne vem, kaj ne naredim, noče se dojiti, noče nič, pride v ambulanto, ga vzamem na roče, pa dete zaspi, ker enostavno je. Ampak to je vseeno nek fiziološki proces, dostikrat pride do nihanja hormonov, pa je ta fiziološka poporodna otožnost, ki je bila recimo pri meni dosti ekstremna, je trajala kar nekaj mesecev, In vem in čutim vsako mamico, ki gre skozi to, bodi si v taki ekstrem, ne govorimo o poporodni depresiji, ampak dejansko o tej otožnosti, ko je kar naenkrat padec hormonov, ko telo dejansko rabi nekaj časa, da se prilagodi in če ti sebe takrat ne znaš sestaviti, je slabo za oba in to velja za celo življenje. Zdaj, spet pa je to, ko si rekla, mi je zanimivo, veš, so pa ene mamice, ki dejansko jim je poslanstvo biti mama. Zdaj, ene mogoče malo to, pa bo mogoče malo tako ekstremno rekla, veliko je ravno tega tudi vpliva, ki ga imamo zdaj preko interneta, preko Instagrama, da po eni strani se prikazuje življenje po porodu kot ekstatično, super, čez en teden top fit, gremo se slikati, gremo na izlet, da bomo imeli lepe fotke, da bo lepo to, da bo lepo ono, pa bomo tja. Samo happy. Ja, resnica pa je, vemo kje, neprespane noči, ne vem, mogoče težave z dojenjem. Sigurnost. Ena druga stvar, ki te skrbi, ker naenkrat imaš odgovornost za to nepogleno bitjece, bom naredila prav, ne bom naredila prav, vse dovolj. 1000 in eno vprašanje se zgodi in dejansko je čisto drugače, tako da v bistvu je absolutno najlepša stvar na svetu, ampak ne rabi biti nujno tako zelo ekstatično in tudi to je okej. In dosti je takih mamic vidim, ki so recimo bolj podobne meni, da si dovolijo reči, tudi jaz sem pomembna in se zavedajo, da če jaz ne bom okej, res moja družina ne bo okej in konstantno delajo na sebi in nič ni narobe, če imaš kariero, nič ni narobe, če si polna idej, če imaš polno nekih stvari, vse se da speljati, vse je v bistvu samo time management, je samo disciplina in čisto nič drugega in se da marsikaj, mislim, toliko stvari, ko recimo imam jaz trenutno odprtih, ampak se da popoldne tiste 2-3 ure, ko pride otrok iz vrtca, da se dajo stvari na stran, saj se zgodi, je tudi kdaj kak intervju, pa je tudi kaj, pa je z Atijem recimo na mesto z mano ali pa se zgodi, absolutno. Ampak večino časa pa res moram reči, da sem prisotna in sem z njo. In otroku je pomemben tisti kvalitetni čas. So tudi mamice, ki jih poznam po svetu, ko so imele obdobje, ko so delale po 3 službe naenkrat. Otroci so malo večji od moje ali pa zelo večji, pa povejo,
najlepše mi je bilo takrat, ker ko je bila mama z mano, je bila z mano in sem vedel, nismo si mogli takrat privoščiti, nismo mogli tega, videl sem, kako se trudi in iz tega, kako je ona vedno šla čez vse prepreke, čez vse pozitivno, tudi ko ni bilo težko priznati, ok, ni mi lahko, ampak glej bom, ne? To je tisto, kar damo otroku, ne? Tako da v bistvu vsaka situacija na nek način je za nekaj dobro, če znamo videti, ne? Je pa res, da so določene mamice zdaj malo pod tem vplivom biti samo mama in samo dobra mama si, če si samo mama in čisto nič drugega, ne? In če boš res samo pozabila na vse ostalo, ne? Absolutno vse v nekem smislu vse mame pozabimo na vse ostalo, pa nam je otrok primarno, normalno, jaz sem vse naredila za mojega otroka, absolutno, ampak globoko v sebi pa ne, globoko v sebi pa si želijo nekaj drugega, ne, globoko v sebi pa si želi, ne, in tudi moraš biti naravna, ne smeš imeti make-upa, ne smeš to, ker je samo tisto ta pravo, ne. Pa če nisi, pa spet nisi v stiku samim seboj, pa spet ni okej, ker rata eno tako notranje nezadovoljstvo, ki se potem vidi vse posod, ne, in saj sama vidiš, ne, če narediš neko stvar zase, pa si vzameš čas, ali pa tudi prebereš knjigo 10 minut, ne vem, karkoli, spiješ kavo, si narediš neki ritual, greš bolj zgodaj spat, pa se zjutraj vstaneš, pa narediš neke stvari za sebe, ali pa nekaj, kar veš, da ti celi dan sicer visi nad glavo, koliko bolj zadovoljen si in koliko lažje greš skozi materinstvo, dnevne izzive, ki pridejo, ne, v tem smislu, ker vse ti je lažje, ker si notranje zadovoljen, ker je tvoj rezervoar sreče, zadovoljstva tega izpopolnjen v tebi. In potem ti res nič ni problem. Tudi če otrok meče tam nekaj po tleh, pa ima svoj moment, ne, znaš pristopiti, greš mirno čez to. Če pa imaš tisto stvari, ki ti visijo nad glavo, če si totalno izčrpan, nezorganiziran, ne veš več, kaj bi, kaj ne bi, imaš slabo vest za 1001 stvar in si na koncu v bistvu niti ne vzameš nekega trenutka zase, potem je pa to res dosti težje. Ne? Tako da dejansko... Ja, pol si pa v bistvu kot drveči vlak, ki zruši vse pred sabo, ne? Na koncu tudi svojega otroka s tem. Ne? Absolutno. Tako da mislim, da tu je res, so pa taki, ki jim je to življenjsko poslanstvo, ne? Jaz mislim, da so in tudi prav je, da so, prav je, da smo si različne, prav je, da imamo vsak svoj pogled. Jaz imam mogoče, glede materinstva, mogoče res pač tudi en drug pogled, ker vidim toliko mamic različnih, vidim, ne, imam tudi pa glede dojenja veliko stvari, ne, v zadnjem času, ne, vidim pač vse perspektive tega, ne, tako da je mogoče res, ampak na koncu najbolj pomembno, da slediš samemu sebi. Ne, in to mislim, da je čudovit stavek za konec najnega fajn podcasta. Minulo je ful prehitro, lahko bi se še celi dan pogovarjali. Tina, hvala ti za tvoje res fajn spoznanja. Tako strokovnih pogled smo v bistvu dobili zdaj od tebe, kot tudi ta srčni človeški pogled, ki vse to lepo prepletaš. Hvala ti za to, da si taka zdravnica, da si v bistvu taka ambasadorka na nek način dobrega, srčnega, sočutnega starševstva. Za vas, dragi poslušalci, pa tako kot je Tina večkrat poudarila danes in vemo, da je tudi to na nek način fajn koncept, ostanite v sebi, če še niste v sebi, poiščite se, zaupajte v sebe, postavite se na prvo mesto, da boste lahko potem z polnim srcem dali naprej drugim, ki to rabijo. Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.